Nezdravo prehranjevanje in nezadostna telesna vadba predstavljata pomemben dejavnik tveganja za nastanek številnih kroničnih bolezni, predvsem debelosti. Če pojemo preveč energijsko bogate hrane in te ne porabimo, se nam v telesu kopičijo kalorije in se zredimo. Odvečna telesna teža se največkrat odraža v povečanem trebuhu, zlasti pri moških. Zmerna dejavnost uravnava naš krvni tlak, vsebovanost maščob in sladkorja v krvi ter pomaga pri oblikovanju telesa. Odločila sem se hujšanje zaradi tega, sem bila premočna. Že od toliko od mraka smo, nikoli nisem se dobro počutila. Vedno sem človek zaradi travanja nesprošno. Pa sem začela, sem že izgubila 7 kil, super je bilo. Potem po 2 meseci naprej sem pa še 2 kile izgubila, tako da sem skupaj in tukaj. Potem pa naslednjič še vsega 11 kilogram. Najprej rečemo, kaj bom pa pojedel, da bom shujšal, ampak pravilno vprašanje bi bilo, da se vprašamo, kaj bom naredil, da bom shujšal. Naredil bom pa to, da se bom gibal. Jaz sem slišala z šenkom, in tudi zdrava prehrana, in tudi gibanje. Hodila sem 2 na teden. Vmes pa tudi imam psičko izpravno drugo. Prej sem gotovo, pa sem kolesarila, zdaj je pa hrana. Spomladi se pa razmišljala, da bi začela malo. Torej, mi vedno poudarjamo, da je dobro jesti obroke, ki so pripravljeni iz osnovnih živil. To pomeni, kupimo, ne vem, makarone, kupimo moko, kupimo neke kaše in iz tega doma pripravimo neko jed, nek obrok. In s tem točno vemo, kaj je noter, a ne? In točno vemo tudi, koliko bomo skuhali, da ni recimo obrok preobilen. Tudi sem spremenila, neč besa, odkar sem hujšala, na paše. Pa sem se odločila, da bom začela vegetarijansko in uživam, rada jem, super. Da izberemo polnovredna, biološko neoporečna živila, torej nekje lokalno pridelana, ne tista, ki so prepotovala pol sveta, da so do nas prišla. Pojejmo 3 do 6 obrokov s tem, da so 3 glavni obroki, torej vemo zajtrk, kosilo in pa večerja, in potem tam 2 do 3 malice, manjši obroki. Uporabljam 6 obrokov. Vsak izpuščen obrok telo razume kot neko obdobje stradanja, ne, in zato se vsakemu naslednjemu obroku ustvari zaloge, a ne. Zdaj, obroki naj bodo pestro sestavljeni, vsi obroki bi bilo dobro, da vključujejo sadje in zelenjavo, s tem nekako dvignemo obroku hranilno vrednost. Imam tako sem včasih hitra hrana, ali free, polhan, tudi kuhane,
Torej, priporoča se uživanje sezonskega sadja in zelenjave, predvsem lokalnega izvora, zaradi optimalne dozorelosti pa višje biološke vrednosti, a ne. Tako sadje, zelenjava pač vsebujeta več vitaminov. Na tržišču kupimo lahko pač izdelke z manj maščob, vendar moramo biti pri teh izdelkih zelo pazljivi, ker lahko pa vsebujejo recimo več sladkorjev, a ne. In ravno zato je potrebno, da beremo etikete, a ne, na izdelkih. Včasih nimamo časa si pripraviti zrezka, recimo lahko tudi nimamo časa si skuhati testenin, ali pa nimamo doma banane, ali pa nam to pač ne paše vnašati. In takrat se lahko pač poslužujemo industrijsko pridelanih izdelkov, a ne. Tukaj gre predvsem za izdelke, v katerih so predelana živila. Ravno prej smo pa povedali, da po načelih zdrave vsakdanje prehrane za odraslega zdravega človeka priporočamo vnos lokalno pridelanih živil, čim manj modificiranih. Če recimo gremo na dolgotrajnejšo vadbo, a ne, med vikendom ali pa takrat, ko si vzamemo več časa, da pokrijemo potrebo po hranilih med vadbo s temi napitki. Jaz bi rekla, da so ti magični napitki morda izhod v sili. Za neki obrok, medobrok, ko smo nekako aktivni, ko nimamo časa ničesar pripraviti, si vzamemo jabolko, paradižnik in to pojemo. Hrano prelomimo, konca zaradi zdrave, smela problem, hormoni, koliko smela šama, se tako sem odmišljala, vse premagam, bolečine nimam več. Če želite shujšati, vsak dan pojejte kivi, ki ima veliko vitamina C in spodbuja presnovo. Uživajte ananas, ki pomaga pri razgradnji maščob in zmanjšuje tek. Pijte zeleni čaj, jejte papajo, artičoke in sojine kalčke, ki spodbujajo izgorevanje maščob. Izogibajte se sladkim gaziranim pijačam, saj zvišujejo raven sladkorja v krvi in tako zavirajo izgorevanje maščob. Uživajte predvsem pusto belo meso, kot so perutnina, divjačina, ribe in podobno. Za sladico namesto kremastega ali smetanovega posladka izberite sadni krožnik ali sadno solato. Več o zdravi prehrani in gibanju lahko izveste na Inštitutu za nutricionistiko ali na Inštitutu za varovanje zdravja. Hvala za pozornost in nasvidenje.